je zgodil v četrtek, obravnava zelo resno, se maksimalno trudi, da bi omejilo posledice omenjene razkrite ranljivosti in pa vzpostavilo učinkovito delovanje upravnih enot Litija, Logatec in Ljubljana, torej to so te upravne enote, ki so bile vključene v ta sistem za naročanje strank. Naš minister Boštjan Koritnik je v zvezi z incidentom odredil, da uslužbenci storimo vse, da zaščitimo osebne podatke naših državljanov in pa da seveda državljanom po najboljših možnih močeh zagotovimo tudi nemoteno uporabo storitev upravnih enot. Iz te ministrove odredbe sledijo aktivnosti, ki jih bom pa sedaj opisal v nadaljevanju. Torej, mogoče malo zgodovine, torej v četrtek 6.1. je ministrstvo dobilo prve indice iz javnosti, da ima aplikacija za naročanje na upravne enote morebitne varnostne pomanjkljivosti. Naš varnostno-operativni center je te navedbe preveril in iz javno dostopnega dela aplikacije ugotovil, da ima aplikacija dejansko varnostne pomanjkljivosti in da so bili izpostavljeni osebni podatki oseb, ki so se prijavile na termine na upravnih enotah. Ugotovljeno je bilo več pomanjkljivosti, najpomembnejše pomanjkljivosti pa so sledeče, in sicer aplikacija je omogočala nepooblaščeno brisanje kateregakoli termina oziroma tudi vseh terminov. Aplikacija je omogočala pregledovanje vseh prijav samo s spreminjanjem enega parametra v naslovni vrstici brskalnika in posledično seveda so bili izpostavljeni tudi osebni podatki v vseh prijavah. Na podlagi teh ugotovljenih dejstev smo od izvajalca v petek 7.1. seveda z namenom zavarovanja osebnih podatkov zahtevali takojšen umik aplikacije, kar je izvajalec tudi storil. Od izvajalca smo tudi nemudoma zahtevali posredovanje podatkov o vseh rezerviranih terminih, zato da bodo upravne enote lahko normalno delovale s svojim delom, da bodo lahko sprejemale že naročene stranke in posledično nudile učinkovite storitve državljanom. In izvajalec je danes zjutraj te podatke tudi posredoval, tako da posledično upravne enote nemoteno delujejo, stranke pa se lahko udeležujejo že dogovorjenih terminov. Od izvajalca smo zahtevali tudi posredovanje izvorne kode aplikacije, izvajalec je to danes zjutraj tudi storil in v tem trenutku naš varnostni operativni center izvaja varnostni pregled izvorne kode te aplikacije in pričakujemo, da bo poročilo v naslednjih 2 dneh pripravljeno in to poročilo bo seveda tudi ena izmed podlag za odločitve, kako naprej. Skratka, še enkrat poudarjam, danes so vsi podatki, ki so potrebni za sprejemanje že naročenih strank na upravne enote, na upravnih enotah so na voljo, tako da storitve na upravnih enotah potekajo nemoteno. Hkrati moram povedati, da smo se z izvajalcem dogovorili, da v najkrajšem možnem času vzpostavimo pogoje za varno delovanje aplikacije znotraj internega okolja, tako da bo aplikacija dejansko po zaščitenih povezavah na voljo samo pooblaščenim osebam klicnega centra in pričakujemo, da bomo to v sodelovanju z izvajalcem realizirali najkasneje jutri, posledično pa bomo zagotovili nemoteno novo naročanje strank tudi za naprej. Glede na to, da je pa zaradi ranljivosti, ki so bile ugotovljene v tej aplikaciji, prišlo do izpostavljenosti osebnih podatkov, zdaj, ko govorimo o osebnih podatkih, imamo v mislih ime, priimek, telefonsko številko in pa elektronsko pošto, smo o tem incidentu skladno z zakonodajo obvestili tudi informacijsko pooblaščenko, z njo bomo tudi v prihodnje v zvezi s tem primerom konstruktivno sodelovali. Odzval bi še mogoče malo na očitke, ki so se v preteklih dneh v medijih pojavljali glede domnevne neodgovornosti izbire izvajalca. Jaz osebno sicer nisem bil član razpisne komisije, sem pa danes na hitro preletel razpisno dokumentacijo in moje mnenje je, da je bil razpis korektno pripravljen. Tudi sama pogodba, poleg seveda teh vsebinskih funkcionalnosti, ki jih je morala zagotavljati aplikacija,
vsebuje številna varnostna določila in pa določila o varovanju osebnih podatkov, ki jih izvajalec dolžan izpolnjevati. Pravzaprav več kot tretjino vsebine pogodbe predstavljajo tovrstna določila in seveda izvajalec se z vsemi temi določili strinjal, ko je podpisal pogodbo. Povedati moram tudi, da pogodba v primeru neizpolnjevanja teh določil predvideva tudi pogodbeno kazen v višini 3% celotne vrednosti pogodbe. Poleg tega pa je izvajalec za morebitno nastalo škodo tudi v celoti odškodninsko odgovoren. V nasprotju s splošnim prepričanjem, ki je bilo v javnosti v zadnjih dneh, moram povedati, se pravi to splošno prepričanje, da je izvajalec sprejel 345.000 evrov za aplikacijo, ki ima varnostne pomanjkljivosti. Moram povedati, da v resnici izvajalec še ni dobil plačanega niti enega evra in ga tudi ne bo, dokler ne bomo ugotovili, da so bile storitve dejansko korektno opravljene in seveda v kakšnem obsegu so bile korektno opravljene. Ker že sedaj lahko ugotovimo, da v celoti niso izpolnjevali pogodbenih določil. Ponovno moram tudi poudariti, da ministrstvo s tem javnim naročilom ni kupilo aplikacije, ampak je od izvajalca najelo celovito storitev izvajanja naročanja prek klicnega centra. Torej, agente v tem klicnem centru zagotavlja izvajalec. Torej, ta operativa, ki se izvaja, je izvedena s strani izvajalca. Seveda pa javno naročilo vključuje tudi zagotovitev aplikacije za spletno naročanje za teh 6 mesecev. Poudariti moram, da je izvajalec zdajle te dni pri reševanju posledic tega incidenta in pa pri ponovnem vzpostavljanju aplikacije, za katero se trudimo v teh dneh, zelo kooperativen, se zaveda resnosti situacije in pa seveda tudi sledi vsem navodilom, ki jih prejme od pooblaščenih oseb ministrstva. Danes smo imeli z izvajalcem tudi sestanek. Na tem sestanku smo skupaj preučili topologijo omrežja, prek katerega se njihov klicni center povezuje z samim strežnikom, na katerem teče aplikacija, in ugotovili smo, da lahko v naslednjih dneh z dovolj visoko stopnjo varnosti zagotovimo delovanje klicnega centra in pa telefonskega naročanja, ne moramo pa še zagotoviti spletnega naročanja. Ko bo narejen varnostni pregled izvorne kode, ko bodo znani njegovi rezultati, takrat pa bomo na njihovi podlagi sprejeli odločitve, kako naprej z morebitno vzpostavitvijo, ponovno vzpostavitvijo spletnega naročanja. Vsekakor je to naš interes, da čim prej zagotovimo tudi to storitev strankam, ker poenostavlja celotno izkušnjo. Vsekakor pa vam zagotavljam, da bo tudi pri ponovnem vzpostavljanju te funkcionalnosti varnost osebnih podatkov na prvem mestu. Toliko z moje strani za začetek, hvala lepa. Zdaj pa predlagam, Katja, da gremo na vprašanja. Ja, hvala lepa, Peter. Jaz bi vas prosila, kolegi novinarke in novinarji, če ob tem, ko se prijavite, poveste ime, priimek pa s katerega medija, zato da bo komunikacija lažje tekla, tako da vam kar predajam besedo za morebitna vprašanja. Kar izvolite. Sicer pa morda dokler čakamo na morebitna vprašanja v živo, imamo pa v klepetu eno vprašanje, in sicer novinarka Manja Pušnik sprašuje, pravite, da naročanje strank in delovanje na upravnih enotah poteka normalno. Kako lahko to trdite, če pa klicni center, denimo na upravni enoti Ljubljana, prav tako ne deluje? In tudi pravi, da so danes na upravni enoti Ljubljana dobili veliko e-sporočil za termine. Torej, kaj s temi, ki se naročajo za naprej? Morda že imamo odgovor. Peter, prosim. Ja, hvala, Katja, hvala, gospa Pušnik. Mislim, da sem bil precej jasen, ampak očitno ne dovolj, da naročanje strank in pa, se pravi, da naročanje strank trenutno ne poteka in tudi klicni center danes ne deluje. Pravim pa, da smo od izvajalca pridobili podatke o že naročenih strankah in da stranke, ki so že naročene na termine, lahko nemoteno pridejo na upravno enoto
in svojo storitev tudi opravijo. Mogoče je za dodati še to, da upravne enote imajo termine zapolnjene za ta teden zagotovo v celoti za naprej. Mislim, da tudi, na pamet govorim, mislim, da tudi za naslednji teden, tako da tukaj do kakšne škode ne prihaja. Bo pa, kot rečeno, v sodelovanju z izvajalcem iščemo rešitve, kako bi na varen način lahko zagotovili povezavo klicnega centra s strežnikom, na katerem teče aplikacija, torej po šifrirani povezavi, zato da ne bi dodatno izpostavljali morebitnih osebnih podatkov naših državljanov. In ko bomo to ugotovili, na kakšen način to narediti, pa mislim, da smo danes zjutraj že bili precej blizu temu, bomo lahko v sodelovanju z izvajalcem ponovno vzpostavili delovanje aplikacije za interno javnost, torej za klicni center, in takrat bo tudi klicni center lahko začel ponovno delovati in ponovno naročati stranke. Za e-sporočila velja enako. Vsa e-sporočila so spravljena in ko bo klicni center začel delovati, jih bomo lahko tudi vnesli v sistem, tako da se bodo dodelili ustrezni termini. Hvala.